Vseslovensko združenje malih delničarjev se je danes udeležilo skupščine družbe Zavarovalnica Triglav. Na tej skupščini smo se predvsem seznanili z letnim poročilom in poslovanjem družbe v letu 2010. Razveseljiva novica za delničarje je, da je družba ob koncu leta izkazovala preko 268 milijonov dobička, kar je v teh pogojih dober rezultat, tako da je bila skladno s tem tudi upravi in nadzornemu svetu podeljena razrešnica. Dobra novica za delničarje je tudi ta, da je bil sprejet nasprotni predlog, po katerem se del dobička nameni za izplačilo dividend. Tako bodo delničarji prejeli po 40 centov na delnico, izplačila pa naj bi se izvršila do konca avgusta letos. Drugo dogajanje je bilo predvsem usmerjeno v smeri usklajevanja poslovanja in aktov družbe z smernicami, ki jih predlaga Agencija za kapitalske naložbe Republike Slovenije, tako da je prišlo do določenih sprememb statuta, do določenih popravkov v zvezi z odobrenim kapitalom. Prav tako pa je bil sprejet predlog agencije, po katerem je nadzornikom pripadla drugačna nagrada, kot pa bi sicer glede na prvotni predlog družbe. Skladno s tem je tudi Vseslovensko združenje malih delničarjev podprlo tiste predloge, ki so bili v interesu delničarja, to se pravi izplačilo dividend in podelitev razrešnic, in pa te, ki so bile usmerjeni v bolj racionalno trošenje sredstev družbe. Naj povem še, da smo na skupščini postavili dve vprašanji. Eno je bilo namenjeno informacijam, da naj bi iz družbe odtekale zaupne informacije in se zlorabljale kot notranje informacije. Dobili smo odgovor, da so postopki in preiskave že v teku, kar nas veseli. Prav tako pa smo dobili potrditev, da uprava izvaja določene ukrepe za primer, če bi zaradi ukrepov države njena hčerinska družba Triglav zdravstvena zavarovalnica ostala brez svoje dejavnosti. Glede na navedeno ocenjujemo, da je bila skupščina uspešna in da je tudi poslovanje iz vidika malih delničarjev dobro. Zaključili smo 35. redno skupščino, na kateri dejansko so bili sprejeti sklepi, ki jih je pričakovala uprava, razen sklepa o izplačilu dividende. Uprava Zavarovalnice Triglav ne more nekako potrditi je izplačilo dividende, zato so se pač odločili delničarji. Menimo, da bi v tem trenutku, v teh težkih zaostrenih gospodarskih razmerah bilo bolje, da Zavarovalnica Triglav zadrži obstoječi kapital namesto izplačila dividend. Uprava družbe je zavarovalnico popeljala iz izgube v letu 2009. Uspešno pot nadaljuje tudi v 2011 z rastjo dobička. Triglav ni zadovoljivo pojasnil svojih namenov za dodatnim kapitalom, ne? Potem ste pa kljub temu glasovali za, ne? V preteklih mesecih so potekale aktivnosti za povečanje kapitala. Mi smo želeli od Zavarovalnice Triglav pridobiti neka pojasnila, ki naj bi bila javnosti pojasnjena, to se pravi vsem delničarjem, kakšni so cilji te dokapitalizacije, kakšni so pravzaprav osnove za to dokapitalizacijo, in želeli smo za to dokapitalizacijo tudi pridobiti nek širši konsenz delničarjev. Kar se tiče odobrenega kapitala in pa same dokapitalizacije, tukaj gre za dva zelo različna pojma in jih dejansko ne smemo mešati. Eno je dokapitalizacija, ki vemo, kakšni uprava točno ve, kdaj lahko predlaga dokapitalizacijo, drugo je pa inštitut odobrenega kapitala, ki je zapisan v statutu in predstavlja varovalko za varno
poslovanje zavarovalnice Triglav in predvsem pa zato, da lahko hitro odreagira na spremembe v gospodarskem in poslovnem svetu. Tle treba nekaj povedati. Ne? Postopek dokapitalizacije, ne glede na to, ali poteka iz odobrenega kapitala, je izrazito transparenten postopek. Če poteka iz odobrenega kapitala in tako, kot je bilo mišljeno, da bi potekalo za prvo javno prodajo, ga v resnici na finančnih trgih ni bolj transparentnega postopka, ker je ne samo vsak delničar, ampak celotna investicijska javnost seznanjena na podlagi prospekta, ki je gotovo eden najbolj kompleksnih in popolnih informacijskih aktov družbe. In v tem prospektu vedno piše, kakšen je razlog za izdajo kapitala. Lahko pa rečem samo to, da gre v bistvu za največ do 15% povečanja kapitala, kar pomeni, da v nobenem primeru delež države ne bi padel pod 50%. To je ena zadeva in naša dokapitalizacija je bila izključno samo razvojno naravnana. Naša ocena je, da zavarovalnica Triglav je zanimiva naložba tudi za razne institucionalne investitorje oziroma razne sklade in zato smo razmišljali o odobritvi oziroma o dokapitalizaciji.